Ja, zopet so se začele zimske šolske počitnice in pri nas, kot vsako leto, tudi zimska grajska dogodivščina, dvodnevni program, ki ga pripravljamo v povezavi z našimi aktualnimi programi, razstavami, aktivnostmi, ki jih počnemo v našem muzeju. Tako smo prvi dan povezali z našo konzervatorsko-restauratorsko delavnico, kjer so otroci skupaj z našimi restauratorji izdelovali barve, torej izdelovali so jajčno tempero in potem te barve uporabili pri izdelovanju svojih risb. Naslednji dan pa smo povezali z Tajdo Tomšič, avtorica razstave Pod Viteško dvorano, razstave Zadnji čas za zgodbe, ki je otrokom podrobneje predstavila portret in avtoportret, tudi na primeru v Viteški dvorani, in v razstavi sledi sakralne dediščine Posavja od 17. do 19. stoletja. V nadaljevanju pa so potem otroci se tudi preizkusili v slikanju portreta in avtoportreta. Z nami je bilo v 2 dneh 18 otrok, večinoma doma iz občine Brežice, nekaj tudi iz sosednjih občin, ki so tukaj pri nas uživali, se zabavali, družili in pridobivali nova znanja. V današnji delavnici so se otroci učili narediti svojo lastno barvo, in sicer po principu jajčne tempere, ker prepogosto v današnjih časih barve samo kupimo. Danes so pa se spoznali, kako pa jo naredijo tudi lahko doma sami. In potem so videli, kako narediti iz osnovnih barv narediti še ostale primarne, sekundarne in terciarne barve. In njihova naloga je bila potem, da na podlagi samo ene barve, se pravi, če nekdo je dobil rumeno svetlijo in temnijo in naredijo potem svojo lastno sliko na to, kaj jih je tista barva spominjala. Slikali so različne motive oziroma so jih usmerjali? V bistvu jih nismo nič usmerjali. Sami so si izbrali. Dobili so posebno barvo, to je bilo čisto naključno. Eni so dobili modro, eni zeleno, eni oranžno. In potem so sami se odločili, to me pa spominja recimo na banano, pa je uporabil rumeno in naslikal banano. Morda nekaj več okrog teh barv, kaj je to sploh, kaj tisti, ki ne poznajo? Jajčna tempera je v bistvu tehnika, ki izhaja že iz starega Egipta, torej je že stara več kot 3000 let in je v bistvu to narejena iz 3 osnovnih sestavin, jajca, pigmenta in pa vode. To je v bistvu taka osnova, s katera potem so tudi še v srednjem veku delali tudi lastne barve, in v naši Viteški dvorani recimo imamo tudi poslikanega enega človeka, ki tre barve prav posebej samo za slikarja in jih pripravlja v ta namen, da potem lahko on poslika celotno Viteško dvorano. Tako da na ta način so danes se spoznali, da v bistvu je bilo to izjemno težko delo v preteklosti, danes pa že imamo industrijske pigmente, ki jih je pa treba samo še malce dodatno streti in potem pač dobijo svojo barvno na ta način ven. V vaši delavnici tudi uporabljate te barve ali katere pri svojem delu profesionalno? Pri konzerviranju, restauriranju pač je potreba po visokokakovostnih barvah in pa vezivih, tako da naredimo svoje barve zaradi tega, ker so te velikokrat tudi izjemno drage in za naše potrebe si lahko sami ustvarimo recimo paraloidne barve na osnovi umetne smole, ki je pač dosti stabilna, UV tudi odporna. In je to za nas zelo pomembno, da si znamo pripraviti lastne barve. V tem trenutku, s katero temo se največ ubadate v vaši delavnici? V tem trenutku konzerviramo, restauriramo baročne seni. V bistvu je to še v začetni fazi. Trenutno delamo na tem, da bomo upravili potrebne raziskave in analize, da bomo vedeli, kako so bile barvne plasti zgrajene. Saj glede na vzorčenje, ki smo ga upravili v preteklosti, se je ugotovilo, da so bile te pozlačene, skoraj v celoti pozlačene. In potem bomo na podlagi teh analiz in raziskav ugotovili, ali bomo, v kakšnem stanju je ta pozlata spodaj in pa koliko bomo odstranili poznejših poslikav, oziroma če bomo sploh šli v to, da bomo odstranili poznejše poslikave, da bomo lahko vrnili svoj ta briljanten sijaj, ki so te seni imele nekočno. Če se vrnemo še k sedanji delavnici otroci rišejo, bodo kje ta dela razstavljena, kako bo s tem?
Ta dela bojo odnesli domov, jih bomo pa na koncu delavnice pregledali in vsak bo svoje delo opisal, kaj je naslikal in na kaj ga je tista barva spominjala, s katero je dobil. Dobil sem banano, ker sem dobil rumene barve. Ne vem več. Kaj si ti narisal? Grad. Kako si prišel do modre barve? Zmešali smo jo. Morje, ko je noč. Smreke, pa ne bo. Kako si se domislil tega motiva? Prvo sem že dvakrat se zmotila, potem sem pa pogledala na list in sem videla, da je na enem smreke in sem probala sem tak si, potem pa sem probala narediti smreke. Krava pa hlev, pa pašnik. Prvo sem naredil kvadrat, potem sem pobarval, potem sem naredil travo in potem sem še naredil kravo. Iz rumene pa rdeče sem dobila oranžno in potem sem narisala pač neko reko, gor neko ladjo in pa sem najbolj šla temniti. Zmešala sem belo pa oranžno, pa mi je nastala roza.